Ful na glas. Lepo pozdravljeni, oni, ki sedite bolj od zadaj, pa bolj od spredi. Tole so 4 biti, debati o informacijski družbi. Če nas gledate po internetu, živijo mami, stream zagotavlja v živo, še zmeri smo v Poligonu. Z mano sta dr. Dušan Caf, predsednik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, in Aleš Petič, evo da bom prav povedal, glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije. Počasi se bom, glih končal boš mandat, pa se bom navadil, kako je pač ta prav naziv. To je neka lokalna fora. Ignor. Danes je že tretji večer oziroma tretje naše srečanje, srečujemo se enkrat na teden. Prvi teden smo imeli v zobeh drone oziroma pač letalnike, drugi teden smo se pogovarjali o informacijski družbi v medijih, zdaj se pogovarjamo o regulaciji digitalne družbe v Sloveniji in naslednji teden 22.2. ob 6. spet, ne ob 7. bomo zaključili z volitvami. Potem se pa 1. marca začne kriptoparty in potem imamo 1. marca kriptoparty in potem vsak teden kriptoparty delavnice, tako da dajte si pač te ponedeljke kar zablokirati tam do junija oziroma vsaj do maja. Danes se pogovarjamo o informacijski družbi oziroma o regulaciji informacijske družbe. Malo smo se tako lovili, so to elektronske komunikacije, je to informacijska družba, kako to zadevo opisati tako, da bomo imeli na enem mestu pač vse zbrane, ampak pogovarjamo se v bistvu, na kakšen način se informacijska družba razvija v Sloveniji, kdo so glavni akterji, kako se v bistvu, kako pridemo v bistvu do nekih novih, bodisi storitev, bodisi nekih naprav na tem področju, oziroma kako ta zadeva pač zgleda v praksi. Zdaj, na eni strani je, če tako pogledamo čisto grobo, pa bosta pol gosta malo bolj elaborirala obe strani, na eni strani imamo državo, imamo te državne strategije, imamo Evropsko komisijo, imamo v bistvu zadeve, ki so povezane z nekim političnim odločanjem, z neko javno sfero, in na drugi strani imamo v bistvu ta, da ne rečemo kapital oziroma podjetniške pobude, zasebni sektor oziroma neke zadeve, ki se dogajajo v industriji in ki potem medsebojno druga na drugo vplivajo. Zanimivo je, da se je v bistvu zdaj v zadnjih recimo parih letih, pa mogoče se to samo meni zdi, na tem področju so se začele vedno hitreje dogajati zadeve ali pa so zadeve vedno hitreje prihajale v medije. Ne vem, vsi te gospodarski sporazumi od 2011, meni se zdi, ko je bila akta in so imeli v bistvu že te neke internet regulacije noter oziroma so se ukvarjali tudi z internetom. Potem vse te prisluškovalne afere oziroma te zadeve, okrog katerih smo potem zgradili gibanje kriptoparty, pa potem zdaj recimo, ne vem, net neutrality, pa zdaj čist nazadnje pač prihod Netflixa na slovenski trg. In bi mogoče zdaj, mogoče je prvo vprašanje, tako da se malo ogrejemo, kaj je boljši motivator za razvoj informacijske družbe oziroma kaj ponavadi potegne voz naprej? A so to industrije oziroma neke zasebne pobude ali je to v bistvu neka premišljena 5-letna državna strategija? Dobro večer. Mislim, skoraj po definiciji to, da so neke privatne pobude, ampak potreben pogoj za to je pa, da se regulacija čim bolj umika. Pač v nekem, tisti, ki ste plesalci, pač mene, ki sem se plesati učil, so me vedno učili, da je pač plesalc tisti, ki vodi, plesalka more pa zelo dobro znati biti vodena. In to je isto pri tej zadevi. Pa če je neka privatna gospodarska pobuda ali pa družbena, če hočeš, tista, ki vodi vse skupaj, mora vendarle zakonodajalec malo gledati na to, da tisti plesalec čisto največjih neumnosti ne naredi na svetu in hkrati voditi, se pustiti voditi v eno tako simfonijo obeh. Nažalost so, če to analogijo peljem naprej, nažalost so v bistvu pogosto se zgodi, da je ta naša plesalka, torej država in zakonodajalka, pa zakonodajalec tiste, ki na vsak način hoče voditi, čeprav naj ne bi imela pravice prvega koraka. Tako da jaz mislim, da je to. Pač relativno malo stvari se dogaja proaktivno na zakonodaji, večina je reaktivnih.
problem, ki pa s tem ni nič narobe, ampak problem, ki ga pa vidim, je pa to, da so te reakcije vedno na neke kritične dogodke, na neke afere. Ne? Če se pa zdaj zgodi ali je vdor, ali je to zloraba nečesa, pa kar naenkrat treba vse ostale porezati, pogledati, kaj so pravzaprav razloge. To je povsod isto, ni samo pri informacijskih zadevah. To je zelo težka tema. Jaz mislim, da država tukaj vsekakor mora neko razvojno politiko peljati, kar se tiče nekih investicij velikih. Tukaj ima država vlogo, lahko spodbuja te naložbe, še posebej pri gradnji infrastrukture. Vidimo, da je zdaj problem, ker velik del Slovenije nima ustrezne infrastrukture za dostop do interneta in zdaj se postavlja vprašanje, kako to vzpostaviti. In problem, ki ga imamo v Sloveniji, je to, da vsi štartajo na neka javna sredstva. Pred leti so dobili nekaj javnega denarja iz evropskih skladov in sedaj upajo, da bodo ponovno dobili ta sredstva, ki pa ne zadoščajo za celotno pokritje. In tukaj nastopi potem vprašanje, kako lahko te stvari država pelje. In tukaj se država ne sme umakniti, ampak mora imeti zelo jasno politiko, kako spodbujati podjetja, da bodo investirala. Na eni strani mora biti konkurenca zagotovljena, se pravi, mora spodbujati konkurenco, na drugi strani recimo mora vztrajati pri svojih ukrepih. Če pogledamo recimo tole brezžične mobilne tehnologije, ko je podelila frekvence za širokopasovne mobilne komunikacije, so bile neke zaveze podeljene operaterjem, nekaterim večje, drugim manjše. In recimo pri tem mora vztrajati, operaterji morajo te zaveze izpolniti, sama pa morajo potem še neke druge vzvode iskati, da motivira podjetja, da investirajo čim več na območja, kjer recimo ni nekega komercialnega interesa izraženega. Tako da to je tisti del, kjer država mora igrati vlogo. Zdaj, kje se umika, mislim, da je to lahko tudi problem, če se preveč umika. Pri nas imamo problem recimo ravno pri nevtralnosti interneta, da tukaj se regulacija mogoče preveč umika interesom operaterjev in da morajo potem civilna družba in neki organi recimo spodbujati regulatorja in pristojne državne organe, da ukrepajo. Zdaj, kje se pa lahko umakne? Mislim, da je treba to zelo previdno določiti tisto mejo, kjer se država lahko umakne. Ta področja so nasplošno določena v recimo evropskem paketu za elektronske komunikacije, kjer se določijo področje, kjer se lahko, zakonodaja spremeni v toliko nacionalna, da se recimo spodbuja podjetja, da sama sebe regulirajo. V Sloveniji pa imamo ta problem, da konkurenca na trgu ni dovolj močna. Recimo pri mobilnih komunikacijah celo opažamo, da se vzpostavlja nek oligopol, ki zelo močno usklajeno deluje. In tukaj mora država ohraniti svojo vlogo regulatorja zelo močno in tudi mislim, da je ta prešibka. In regulatorji morajo biti bolj aktivni, tako pri nevtralnosti interneta, kot pri konkurenci, pri nekaterih drugih storitvah vidimo, da je to lahko problem, če regulator recimo ni dovolj aktiven. Eno stvar, ki sta jo oba omenila, je v bistvu ta, če rečemo temu, komercialni interes. Tam, kjer je v bistvu ta komercialni interes velik ali pa dovolj velik, tam v bistvu ni problem, oziroma se vsaj meni tako zdi, da ni problem v bistvu vzpostaviti nekega modela sodelovanja med zasebno in pač državno sfero oziroma med podjetji in državo. Problem se v bistvu pojavi na področjih ali pa pri zadevah, ki niso v bistvu komercialno zanimive, ker ni tega komercialnega interesa. Pa bodi si, da govorimo o nekemu izgradnji omrežja, kjer imamo pač v Sloveniji še zmeraj zelo neenakomerno raztrosene pač širokopasovne povezave, bodi si, da govorimo o recimo regulaciji nekih področij, kot so lastništvo kablov pač omrežja oziroma lastništvo pač teh spletnih povezav. Na drugi strani pa pač, kot že rečeno, neke projekte, ki niso in je tam v bistvu problem zaradi tega, ker se potem
preveč mogoče izvaja nek komercialen interes, pa država v bistvu ne pride zraven oziroma je interesa premalo, pa mora potem država posegati z nekimi subvencijami. Zdaj, kako doseči, mogoče tako naivno, se vam to zdi problematično oziroma je to pač una never ending story noč in dan, ali se da tle v bistvu doseči nek konsenz v smislu, da bi bil razvoj informacijske družbe razumljen kot neko kolektivno dejanje oziroma kot nekaj, kjer se pač vse sfere povežejo in rečejo, lejte, tole so pač neki splošni interesi, zdaj dajmo najprej to pokriti, potem se bomo pa, če rečem temu, kregali glede nekih partikularnih, kjer pač ne bomo prišli skupaj. Dobro, sicer, če čisto dobro razumem, ampak bom probal pa to povedati. Jaz mislim, da je ključno pač se vprašati, a govorimo ali pa je neka infrastruktura, če govorimo o infrastrukturi, a je to, se tam išče v bistvu gospodarski ali pa samo gospodarski interes, ali se išče tudi družbeni interes. In ta dva nista izključujoča. Sta pogosto tudi sta zelo hibridno med sabo povezana. In kljub temu, da sem jaz velik nasprotnik kakršenkoli intervenciji države, vendarle se izkaže, da so pač nekatere stvari, ki so infrastruktura, skupno dobro, ki ga ne moreš pač samo ločiti na eno interesno skupino ali pa na drugo. Tak primer so ceste, vodovodi, ta klasika. Žal se izkaže, da je pa to ni samo bolezen Slovenije, še parih drugih držav, ampak v Sloveniji to je, da pač ta vloga informacijske infrastrukture, ker nimam boljšega izraza, pri nas v bistvu je povsem ignorirana in ni razumljena. Če ti v bistvu pogledaš, kaj se dogaja zunaj, pa kako, mislim, mi smo bili zelo dobri, to smo že večkrat povedali, zelo dobri v tem, kar smo počeli tam do leta 2007-2008 in potem smo zaradi pač objektivnih razlogov vse pipce priprli iz ljubega socialnega miru in zdaj začenjamo plačevati za to ceno. Saj seveda imamo LTE omrežja, zato ker je ga pri nas enostavnejše postaviti, ker smo pač manjša država, ampak na dolgi rok se bo izkazalo in to se zdaj kaže, da pač kablovja je pa že malo premalo. In se bo izkazalo, da ga je še premalo, da ga bo vedno manj, predvsem ker prihajajo generacije, ki s tem pač živijo že od samega začetka, pač ki so se rodili na internetu. Če sem bil jaz vzgojen v svoji srednji šoli, sem se prvič srečal z internetom, se je moja hči pač že skoraj rodila na tem. In če pogledaš, kar si prej v uvodu rekel, pač nove storitve, ki se dogajajo, tako najbolj tipične so zdaj te video streamingi, Netflix in tako naprej, tega bo še vedno več. In to postaja pač družbeno dobro, ni več samo gospodarski interes. In zato verjetno bomo mogli na to vedno več pozornosti pač usmeriti, na koncu koncev tudi proračunske. Vprašanje je bilo v bistvu, mogoče too long didn't read, ali pa da ga zdaj malo refraziram, a je v bistvu informacijska družba, a so to v bistvu kabli pa pač računalniki, to, kar že večkrat debatiramo, kaj je sploh informacijska družba oziroma kaj je tisto, k čemer bi mogli stremeti, k več kablom, k več kištam, ali v bistvu na drugih strani k bolj razdelanemu ekosistemu nekih storitev ali pa k večji uporabi pač nekih storitev, ki se dogajajo na internetu. Pa ne samo e-uprava, ampak tudi v bistvu pač vse ostalo. Ker tle se mi zdi, da je v bistvu tako, da na začetku je bila ta zadeva razumljena kot, treba je zdaj meter kabla na kvadratni kilometer, in več, ko je pokritost, boljša, ko je pokritost s kablovjem, boljša je v bistvu, več imamo informacijske družbe. Potem je prišlo, recimo glih se spomnim, ker smo se Štolfo pogovarjali, ki je šel layer iz Slovenije v Silicon Valley in je rekel, da so imeli tam dejansko problem, ker imamo v Sloveniji oziroma vsaj v teh mestnih središčih predobra omrežja oziroma predobro infrastrukturo in ko so prišli v Kalifornijo in je tam skozi neki dol metal oziroma so potem testirali v Kaliforniji zato, da so testirali dejansko na slabšem omrežju, ker je tle vse preveč dobro delalo. In je razlika med Kalifornijo pa Slovenijo ali pa Ljubljano je pa vseeno v tem, da imaš v Kaliforniji veliko več storitev oziroma da je ta internetni ekosistem veliko boljši, pa je očitno infrastruktura slabša.
Se pravi, kaj zdaj tle prioriteta, ali je to tako zaporedno, najprej kabli, pol pa ne, štalca, pol pa kravca? Mislim, to je kura pa jajec vprašanje. Težava Kalifornije v bistvu ni v tem, da imaš ti premalo infrastrukture. Ne? Pač v Kaliforniji zadeva deluje popolno pač tržno. Ne? Če rabiš internet, ga dobiš, ga pač plačaš, je pač dražji. Ne? Evropski pristop je malo drugačni, da je to pač že postaja pravica vseh, da ga imajo. Kar se tiče pa same definicije informacijske družbe, je to nekaj, kar pravzaprav tudi jaz še nisem prišel do konca. Moja še najboljša analogija je tako, da če smo rekli, da je bronasta doba pomenila to, da se je človek znov začeti ustvarjati orodja, ki so več kot samo palčka, ne? Če je bila industrijska družba nekaj, kar je prineslo to, da količina neke delovne sile ni bila več omejena, ker je pač stroj lahko naredil bistveno več, hitreje kot pač količina ljudi, ki si jih lahko dobila. Informacijska družba prinesla tako, da so pač, da razdalji zaradi informacij, izvedenj in znanj ni več. In to je še najdlje, kakor znam jaz to definicijo pripeljati. In to je verjetno cel skupek storitev, infrastrukture, vedenj, znanj in tako naprej. In vse to tudi rabiš. In tudi, da se mi samo pogovarjamo samo o infrastrukturi pa o kablih, je verjetno premalo. Ne? To, da se mi pogovarjamo o storitvah, samo o storitvah je premalo. Če so vse skupaj, je to že veliko boljše. Ne? Pa vse te debate smo že tukaj imeli. Ne? Pa imamo infrastrukture države, storitve države, pa to, kako delamo stvari, kaj počnejo startupi na koncu. Vse to gradi neko informacijsko družbo, ne? Pomeni pa enostavno to, da nimamo, da pač izrinjamo neučinkovitosti, ki zahtevajo dostop do znanj, podatkov, informacij. To omogoča informacijska družba. Ko enkrat to iz enačbe ven vzameš, da nimaš več posrednika, ki ti pridobiva neke informacije, ne? Na koncu to distributer, ki nekaj prodaja zato, ker pozna proizvajalce in tako naprej, no, takrat imaš pa učinkovitost informacijske družbe. Ja, težko je kaj dodati, ampak kljub vsemu bom poskusil. Ne, zdaj tole, v bistvu problem Ljubljana pa Kalifornija, to ni prava primerjava, ne? Okay. Mislim, da bi se morali pogovarjati nekje na podeželju, ne, da bi lahko recimo zaobjeli to obsežnost ZDA, ker tam so pač druge dimenzije, ne pomeni, da je tam kaj dosti slabše kot pri nas, ne, ampak seveda na tem velikem območju so zadeve slabše, ker so pač dimenzije toliko večje. Ne. Imajo pa oni že zelo dolgo v zakonodaji princip univerzalne storitve, ki so ga prenesli tudi na internet. Mislim, da to že nekaj 80 let, ne vem, blazno dolgo že to imajo uzakonjeno. In te stvari tudi zagotavljajo, ne, so pa tam cene više, zato ker ni bila konkurenca, tam so konkurenco, bom rekel, umetno vzpostavili. In tudi sedaj, ko se te stvari dogajajo, nove koncentracije, ne, je ravno ta debata zopet okoli konkurence in cen. Zdaj, pri nas je pa seveda vprašanje infrastruktura ali pa storitve. Rabimo infrastrukturo, absolutno, ampak strategija, kako se tega lotiš, mora biti celovita. Spravi, moraš spodbujati stran ponudbe in povpraševanja. Zdaj, na tej strani ponudbe rabimo infrastrukturo in storitve, pri povpraševanju pa moraš ljudi seveda pripeljati do tega, da te storitve, da imajo dostop do storitev in da storitve uporabljajo. Ne. Tako da je zelo celovito. Ne. In v Sloveniji se tega nikoli nismo celovito lotevali. Ne. To je problem. Dobene strategije ni bilo, ki je bila celovita. Mogoče smo poskušali, ne, ampak vedno se zadeva zaključi pri javni upravi. Ne. Tudi ta nov poskus, ki je zdaj, ne, se je zaključil pri javni upravi. Zdaj, strategija razvoja omrežja se zaključi pri ukrepu za črpanje evropskih sredstev, medtem ko drug del se pa nanaša samo na storitve javne uprave. Ne. Ampak to je premalo. Ne. To je samo en segment, pomemben segment, ampak to ni dovolj. Ne. Če hočemo biti uspešni, morajo biti vsestransko uspešni. Poleg tega je pa pomembno tudi, kako potem te dialoge vodimo, ne, med civilno družbo, med regulatorji, med državo, ali pa recimo, kako se, ne vem, javna naročila izvajajo. Ne. Tukaj imamo v Sloveniji zelo slabe prakse, ne. Zdaj, jaz lahko povem, ampak zdaj raje ne bom te teme načenjal. Imamo primer trenutno zelo izrazito slabega javnega naročanja na enem področju, ne, kjer imamo primer iz tujine, kako so to naredili v javnem interesu. Ne. Pri nas recimo je šlo pa čisto tako. Ne. In če
teh stvari nimamo urejenih, ne moramo biti uspešni. Se pravi, investiraš več 100 000 evrov v nek produkt, ki je neuspešen, zato ker si zadeva narobe peljal. In moramo na vseh nivojih moramo te zadeve urediti in tudi civilna družba, in mediji in vsi morajo svoje prispevati. Zdaj, tako dobiš občutek, ko gledaš v bistvu ta razvoj, pa že prej ste omenila, leto 2007-2008 oziroma dobiš občutek, da se v bistvu razvoj informacijske družbe v Sloveniji dogaja zelo po neki, če rečemo temu, inerciji oziroma po nekem pritisku od zunaj. Dobi se, ne vem, ali neka javna sredstva oziroma sredstva na razpisih, ali se dobi neke zadeve v bistvu iz nekih drugih tujih virov in to pomeni, da nam nekdo drug v bistvu na nek način diktira razvojne in se potem to izvede. Ali pa se v bistvu znotraj dogajajo neki, da ne rečem temu, zasebni interesi oziroma neki partikularni interesi posameznih skupin, ki rečejo, mi bi pa tole imeli in potem se to naredi. Ni pa nekega celostnega premisleka. Pa mogoče tako zelo naivno, zakaj, ali pa kdo bi mogel kdo je tisti, ki je v bistvu zadolžen za neko koordinacijo oziroma za nek ta razvoj, da so vse baze pokrite, pa tega ne dela. Ali pa zakaj se to dogaja, mogoče tako bolj, da ne bomo prejudicirali. Mislim, zakaj se to dogaja? Zato, ker me ga ne briga, očitno. Jaz kaj drugega ne znam reči. Saj tista slavna mantra, ki jo že dolgo ponavljam. Prosim, Slovenija je bila ena prvih, ki je imela ministrstvo za informacijsko družbo. Mislim, 20 let nazaj bo že tega. Pa prvi smo bili v Evropi, ko smo uzakonili digitalni podpis, to je bilo, mislim, že 22 let nazaj. In zdaj enkrat sem napisal, da pač živimo malo življenje Doriana Greja. Začeli smo tako z največ, kar smo imeli, in zdaj počasno smo potem tisto ministrstvo združili še z enim drugim, pa smo rekli, da je bilo in za informacijsko družbo ali nekaj takega. Zdaj je to stlačeno v direktorat, jaz samo čakam, da v naslednjem mandatu bodo še to ukinili. In to gre seveda potem po nekih prioritetah navzdol. Jaz sem gledal na ministrstvu za šolstvo, kjer imajo seznam na prvi strani stvari, eni od prvih strani, s katerimi se ukvarjajo, na strani in pol, informacijska družba niti omenjena ni, pa skrbijo za osnovne šole, pa vse ostalo. Pač prioritete pri nas tukaj enostavno ni. To sem tudi enkrat povedal, mislim, in to se vidi, recimo 25. junija 2015 je nacionalna televizija naredila en fantastičen intervju s 4 bivšimi predsedniki vlad, enim zdajšnjim pa, mislim, 4 bivšimi, enim trenutnim še pa 3 bivšimi, in jih je v zadnjem vprašanju novinarka vprašala, glede na to, kako je Estonija uspešna z informacijsko družbo, startup in tako naprej, kaj je Slovenija naredila tukaj drugače narobe, oziroma kaj bi lahko naredila, in pač odgovori 3 predsednikov vlad so bili, ena je odgovorila, da se z Estonijo pa že ne bomo primerjali, ker imajo tam pokojnine samo 300 evrov, ta drugi je odgovoril, da Slovenija ima novo strategijo in vlaga v les, tretji je pa odgovoril, da je za vse kriva komunistična mafija na univerzi, ki je vse ustavila. Za četrtega je zmanjkal čas, da bi kaj odgovoril, ampak bi me zanimalo, kaj bi povedal. In to je dolg odgovor na tvoje vprašanje. Danes, leta 2016, bi se s tem mogel ukvarjati predsednik vlade in potem graditi naprej, kako se vzpostavlja potem strategija, to pelje naprej in vse naprej. Strategija za informacijsko družbo, ki jo je omenil Dušan, jaz niti vem, da je že formalno sprejeta ali ne, sicer jo videl, ampak jo testajo že leto in pol, ampak in nič ne zgleda, da bi se kaj z njo zgodilo. Če pogledamo, kaj se v drugih državah dogaja, jaz sem konkretno zadnjič govoril z italijanskim glasnikom, on se sreča z Marijem Renzijem, se pravi s premierjem, vsak teden za pol ure, skupaj s tistim, ki je odgovoren za investicije, s tistim, ki je odgovoren za informatizacijo Italije, se pravi on kot glasnik, pa še 2 iz nekih pač visoko uradnika, kjer imajo zelo high level, hiter briefing, kaj se dogaja na tem, da porivajo informacijsko strategijo Italije naprej. 30 minut premierja ene od največjih ali pa najpomembnejših držav Evrope. Pri nas pač se ukvarjamo s tem, da smo investirali, hvala Bogu, v državni računalniški oblak. In to je bil veliki projekt vlade na področju informatizacije, ki je sicer super, nič ne rečem, ampak žal danes lahko rečem, da je to še daleč premalo, kaj bi vse moralo storiti.
Ja, mislim, da je to dobra istočnica. Ne? Zdaj, pri nas pa skušajo zadeve tako narediti, da ja ne vključijo kogarkoli. Ne? Tudi s tistimi se ne posvetujejo, ki kaj vejo o zadevah. Ne? To je eden od glavnih problemov, se mi zdi v Sloveniji, da ta linija odgovornosti ni jasno določena. Zadeve so zelo razpršene, ne dela se dovolj transparentno, javno. In tisto, kar je mogoče tukaj ključno, ko se govori o kablih ali pa o storitvah, to pa je to, da v bistvu to ni privzeto kot nekaj, kar je sestavni del vsega. Če bi to bilo kot sestavni del vsega, ki nam neko dodano vrednost prenese, bi se s tem ukvarjali vsakič znova, skozi bi se s tem ukvarjali. Zdaj se pa s tem ne ukvarjamo in izgleda, kot da je neka prisila, in na eni strani imamo pritisk strani države, da morajo te strategije, ki so, biti narejene tako, da ja ne bi država dala še kakšnega denarja iz proračuna v razvoj tega. In to je popolnoma narobe. Treba vedno pogledati, oceniti to analizo stroškov in koristi in videti, kaj moramo narediti, da bomo imeli večjo korist, in s tem se tukaj noben ne ukvarja. Ampak, nekaj dodam. Še en tak primer, ki zelo dobro ilustrira vse skupaj. E-zdravje. Po katerem koli kriteriju, ki ga pogledamo, je Slovenija na repu Evrope glede na informatizacijo v e-zdravju. Zakaj to zdaj trdim? Ker bodo vsi skočili, pa imamo zdaj e-recepte in tako naprej. Zato, ker statistike, ki jih gledamo, so 2 leti stare. To je pač ta prvi tak problem. Ampak razlog, zakaj se je pa pravzaprav začel vlagati v e-zdravje, pa ne zato, ker je cela Evropa že bobnala, zakaj pravzaprav, kje je Slovenija, da mislim, če ima v povprečju v Evropi je 50% vseh zdravstvenih podatkov je elektronskih, je pri Sloveniji to povprečje še vedno, mislim, zelo nizko, blizu nič. Razlog, zakaj se je to dogajalo, je zato, ker so pri nas je uspelo nekaj podjetij, in tih je zelo malo, večjih podjetij, ki so bili odstavljeni od državnih jasli in državne uprave, ker je tam zmanjkalo denarja, še za časa ministra Viranta in tako naprej, ko se je tam pipca zaprla, so našli novo priložnost v velikih državnih bolnišnicah. In tam se je začelo razvijati. Hvala Bogu, nekaj se je razvijalo, ampak vzvod, zakaj se je to začelo dogajati, je bil napačen. In potem vidimo, kako se pol zadeva razvija naprej. Še en tisti primer, ki meni ne gre v glavo, v največji medicinski inštituciji v državi odstavijo generalnega direktorja in ker mora imeti službo, ga nastavijo za pooblaščenca za informacijsko varnost. Mislim, jaz verjamem, da je on odličen menedžer. Ga ne poznam. Ampak vem pa, da ga še nikjer nisem videl v nobenih krogih, ki se okoli informacijske varnosti, strategije okoli tega ali karkoli drugega. Pa nič proti temu gospodu, ampak problem je pa samo zavedanje, da je to hudo narobe. Medicinski podatki so eni najbolj zasebnih podatkov, ki jih imamo, in največja inštitucija v državi se s tem spopada tako, malo z levo roko, pač nekoga dajo, ki ga nimajo drugam dati, da se bo s tem ukvarjal. To je simbolno napačno sporočilo. In to je tisto, kar je v bistvu, ko sem jaz dušeno razumel, kaj je hotel povedati. Rešitve se dogajajo tako, pač lej. Zdaj se bomo pa z e-zdravjem ukvarjali, ker je pač tam bo pa verjetno nekaj denarja, zdaj bomo pa še tam poskušali to narediti. In to je narobe. Na nivoju države pa nihče ne reče, ok, tole je naša strategija, tukaj so mejniki, s katerimi se spopadamo, te stvari moramo izboljšati. In resnici na ljubo, en mejnik se vedno gleda, in to so recimo kabli. Kabli se gledajo, ker so merljivi, ker se za njih da gledati, v bistvu se da to sredstvo. Vse ostale, te, ki so malo mehkejši in tako naprej, pri teh se pa zelo hitro zmanjka sape in je potem malo skačemo iz teme na temo. Če sem mogoče še malo tako krut, eno pod vprašanje pač na to, kar si ti govoril, da je mogoče to, da se kable da zmeriti, ampak je mogoče tudi to, da so kabli ta zadnja stvar, ki jo zelo grdo rečeno pač poslanci oziroma odločevalci še razumejo. A veš, da pač ni, tako kot smo se prej pogovarjali, da ne gre za to, da bi bili ljudje pač zavestno, da ne rečem hudobni oziroma da bi sprejemali zavestno slabe odločitve, ampak da pač res ne vejo,
kaj je zdaj razlika med, ne vem. To težko komentiram. Jaz skoraj da ne verjamem v to. Bolj bi rekel, da je problem kablov, ne, če vzamemo kable kot sinonim za opremo. Problem opreme je v tem, da je zelo merljivo, koliko investiraš. Ne? Tudi če ste poslušali recimo investicijo v slovenski državni oblak, ali kako se že temu reče, je bila 15 milijonov, od tega je bilo polovico za neko informacijsko varnost ali zaščitne sisteme ali nekaj takega. Ne? Nihče pa ni objavil ali pa povedal, kaj bojo s tem delali in kaj to sploh je. Meni to nič ne pove, če nekdo reče, da je 15 milijonov v nekaj vložil. Ne? Pa mogoče o teh stvarih nekaj vem. Pač merilo uspeha je pogosto to, koliko se v nekaj investira in ne kaj se s tem naredi. In to je tisto, kar je narobe. Ja, zdaj tukaj mi je seveda tako, da recimo v preteklih obdobjih, ko so bili te razpisi, kjer so podjetja dobivala javna sredstva, so lokalne skupnosti še poleg kablov uredile ceste, pločnike, ne vem, še druge zadeve, ali pa so hkrati delale in je to interes na strani lokalnih skupnosti in teh izvajalcev gradbenih podjetij, zelo opredmeten interes. Na drugi strani pa recimo ni takega interesa pri teh manjših podjetjih, ker v Sloveniji je tako, imamo nekaj velikih podjetij softverskih, večina je pa manjših in ta manjša podjetja niso tako močna, kot so velika gradbena podjetja ali pa ne vem, veliki dobavitelji opreme. In potem te ne pridejo do izraza, tudi se ne znajo tako dobro tržiti, niso politično povezani, ne? In zato se pogovarjamo o kablih. Kabli so pomembni, ne? Ampak to je osnova, brez te ne moreš delati nič, ampak pomembno je tisto, kar je pol naprej, storitve in ostale stvari. Pa v bistvu, ko pridemo do, če nas Anže Tomič gleda, živijo Anže, ko pridemo do te Anžetove mantre, ne, v smislu, če bi pa zdaj imeli Ministrstvo za informacijsko družbo, bi bilo pa to veliko boljše. Ne. In potem moj kontraargument, da je v bistvu, tako kot si ti rekel, ne, da je v bistvu načeloma pa ne čisto vseeno, kdo to dela, ne, ampak da, a veš, da če imaš ljudi, ki približno razumejo, zakaj se gre, ne, a je čisto vseeno, v kakšni funkciji so oziroma kako se ta funkcija imenuje, če se potem neka kolaboracija v bistvu med različnimi, ne vem, organi oziroma med različnimi temi in se potem skupaj naredi in nek koncept in neko strategijo in potem neko izvajanje pač tega. Bom spet povedal s primerom, kako so to rešili recimo v Estoniji. V Estoniji so imenovali državnega informatika, CEO, tako kot mu rečete, in pozicijo so izdelali, brez da bi vedeli, kdo to bo, in mislim, da 2 leti niso hoteli napolniti, dokler niso našli pravega človeka. Pravi človek je bil podjetnik, ki je prodal, mislim, da je za Skypeom največji exit naredil, se pravi, je v bistvu zelo uspešen, in ga je neposredno poklical premier, če bi on bil pripravljen pač to malo informatiko in informacijsko družbo v državi malo spraviti v red. In to, kar so oni naredili, bom probal eno analogijo potegniti slovenskim sistemom, oni so ga imenovali za državnega sekretarja v Ministrstvu za finance, ki pa sedi v kabinetu premierja. Z drugimi besedami, on odgovarja premierju, hkrati pa zaradi svoje funkcije, ki je na Ministrstvu za finance, mora dajati soglasja za vse investicije v zvezi z informatiko v državi in za vse strategije. In v trenutku, ko so dali na to mesto človeka, ki ima prst na investicijah, se je lahko, se pravi, ne predlaga jih, mora dajati pa soglasja, ne, se en kup stvari začeli vrteti in kar naenkrat so te investicije postale smiselne, ker enostavno ni več spuščal skozi nekih nesmiselnih, ampak je pač začel zadeve upeljevati v neke pač, take bom rekel, strokovne vode. Tisto, kar hočem povedati, je to, da sama forma je manj pomembna, kot je to, da se s tem ukvarjajo tisti, ki o tem odločajo in vejo, kaj hočejo narediti. V Estoniji je to tako, da je pač premier rekel, lej, nekoga bom imel, ki mu bom zaupal in ki bo imel resnično moč. In to so pač naredili preko proračuna v njihovem primeru. Ja, zdaj sem bil pred leti vodja ekipe, ki je pripravila pravilo, usmeritve, kako naj države to področje upravljajo na ravni države. To je mislim, leta 2003-2004, nekje smo te zadeve pripravili, potem so bile distribuirane na tem svetovnem vrhu za informacijsko družbo
In nekatere države so temu sledile, predvsem v jugovzhodni Evropi. Ampak je pa res, imajo ministrstva, ki so ločena, nekatere imajo potem znotraj ministrstev naziv informacijska družba, ampak v resnici je tako, da je vseeno. Ne? Potem, ko imaš ti te osnovne inštitucije vzpostavljene, je vseeno, kako je to organizirano, če so pristojnosti in odgovornosti in ta linija odgovornosti jasna. Ne? Podoben primer, kot je Estonija, mislim, da so v ZDA, tam tudi imajo nekega CIOTA, ne, ki v bistvu skrbi za to, ampak imajo pa inštitucije, ki delujejo. Imajo neko agencijo za informatiko in telekomunikacije, ki pripravlja neke standarde in usmeritve za delovanje na tem področju za vlado, potem zelo močnega regulatora. Ne. Zdaj, pri nas v bistvu teh inštitucij ni, ne. Pri nas imamo DIT pa recimo AKOS, ampak tega znanja, recimo dolgoletnega, iz tega v bistvu je še vedno premalo. Ne? In ker tega ni, je seveda pomembno, kako je to organizirano in kdo to upravlja. Ne? Zdaj, pri nas pač, tako kot je DIT umeščen v ministrstvo, vsekakor ni ustrezno umeščen, ker na ravni vlade recimo ni nekoga, ki bi imel neko moč, da bi recimo odločal o tem, ali recimo dajo soglasja za projekte. Ne? In tudi recimo po mojem DIT je samo eden od tistih, ki na koncu preko ministrstva, kjer se zopet nekaj še usledi, da neko soglasje. Ne? In to absolutno ni pravi pristop. DIT je Direktorat za informacijsko družbo. Tako. Ampak pod vprašanje, ne, a to pomeni, oziroma tako, ne, recimo, ok, pa zdaj mogoče smo malo krivični, ne, ko omenjamo Estonijo kot en primer, ki je v bistvu po tem, ko se je odcepil od USSR-a, je mogel v bistvu komplet izgraditi vse, ne, plus tega, da so imeli zelo dobre povezave, ne vem, s Finci pa z Nokio, pa so imeli v bistvu da ne rečemo temu nek legacy, neko dediščino tega razvoja informacijske družbe, ampak mene zanima nekaj drugega, ne glede na to, kako se tako pogovarjamo, ne, vidiš v Sloveniji tak zelo velik razhod, ne, po eni strani na tem zasebnem ali pa na tem nevladnem področju, na področju nekih interesnih skupin, obstajajo vedno večji interesi po nekem razvoju, investicijah v informacijsko družbo, v storitve, v kablovje, v ne vem kaj, ne. Na strani države, ne, se pa zdi, kot da je tega vedno manj oziroma da ni javno izraženega interesa, na podlagi katerega bi lahko potem država odreagirala in rekla, a ja, vi bi to imeli, ok, vam bomo pa dali. Ne, kako gre to skupaj, ne, se pravi, na eni strani vedno bolj javno malo tako navijam v bistvu na to temo, kaj lahko naredimo oziroma kje bi se lahko zadeve lotili, da bi bilo mogoče v naslednjem mandatu ali pa v naslednji rotaciji boljš, ne. Jaz mislim, da je rešitev ni toliko zapletena. Zahteva v bistvu samo dve stvari, ki jih je potrebno narediti. Prvič je, da mora pač informacijska družba postati strateška usmeritev države, da se s tem pač povsod ukvarjamo, da recimo se ne zgodi to, kar se je nam zgodilo, da je v istih 48 urah, ko je predsednik slovenske vlade napovedal na tiskovni konferenci prioritete za naslednje leto za slovensko vlado, pri tem ni omenil informatike, informacijske družbe niti z besedo, je ameriški predsednik napovedal, da bo pred koncem svojega mandata zagotovil, da bo vsak učenec v Ameriki, ko konča šolanje, bil sposoben delati z računalniki in to ne samo na nivoju tega, da zna napisati dopis, ampak da tudi razume, kako računalniki delajo, in da bo pač informacijsko pismen. To se je zgodilo v istih 48 urah. V State of the Union, se pravi taki isti napovedi, 2 meseca prej, je to napovedal malo bolj obširno. Pač prioriteta, ta strategija se mora vzpostaviti, ta prioriteta mora postati jasna. Če smo bili pahnjeni v to, da ves čas nekaj razmišljamo o ekologiji, ne, pa ne, da to ni bilo dobro, sami se nismo za to spomnili, to smo to reči. Ampak zdaj, če pogledate, v bistvu gre vsak zakon v zakonodajnem postopku, gre tudi čez ekološki checkpoint. More se označiti oziroma povedati, kakšen vpliv je na okolje, kakšen vpliv je na proračun in tako naprej in zakaj ne bi imeli še checkpointa za informacijsko družbo. Da imamo sistemsko to rešeno. To je ta prva stvar. In ta druga stvar, učinke je treba začeti meriti tako, kot se v informacijski družbi to počne. Ne za 2-letnim zamikom, to, kar delamo zdaj,
ampak sprotno. In by the way, zato tudi ne bi potrebilo nobenih sistemskih sprememb. Država ima urad za makroekonomske raziskave in razvoj, ki je neposredno podrejen vladi, vlada to lahko odredi. Zakaj bi bilo pa to pomembno? Ker ko najdete katerekoli številke, ki se zelo hitro premikajo, po možnosti rastejo, a so to startupi, ali je to informatizacija, ali je to karkoli tretjega, ki raste bistveno hitreje kot neke splošne industrije, to postane zgodba, s katero se začnejo ukvarjati odločevalci. Te dve stvari, strategija pa merjenje učinkov, potem pa mislim, da smo na pravi poti. Še ena taka fusnota, a bi mogoče to recimo vžgal ali pa bi mogoče to pospešili, če bi se recimo tudi, ne vem, karikiram, mediji znali, to smo imeli recimo debato prejšnji teden, ne, da bi se mediji znali s tem problemom ukvarjati še kako drugače kot samo pogledajte recenzija novega iPhona oziroma ne, Samsung je napovedal neke nove telefone. Prav, da bi tudi v intervjujih, ne, ali pa v teh recimo nekih, ko imajo, ne vem, v parlamentu oziroma na vladi, ne, da bi o tem spraševali pač, ker recimo meni je tudi zanimivo tako kot si ti omenil, ne, okay, ne samo, da se ne omenja v političnih govorih, ne, ampak tudi recimo, ko je bila predvolilna kampanja, ne, to kar ni bil nek talking point oziroma to ni šlo dlje od tega, da so pač, okay, da so mogoče, če je kdo vprašal, so tako 2 stavka, ampak noben ni s tem štartov v smislu, da bi imeli, ne, ena od stvari, ki jo bomo uredili oziroma ki jo bomo zasledovali, je to pa to pa to. Ne. To se pol hecamo, ker so glih pirati tle, ne, da bi mogli to stranko razbiti in potem infiltrirati 2 pirata v vsako stranko in da bi ona 2 potem tam koordinirala oziroma mešala zadeve. Ne. Pa me samo ta medijska komponenta zanima, no, a bi bil to nek ukrep oziroma a bi se poznali to kaj na reakciji, če bi se recimo novinarji oziroma če bi politika prek novinarjev izvedla, da mogoče je pa to tudi nekaj, kar če ne drugega moraš imeti na 3 odgovore. Ne? No, seveda zdaj politiki merijo svoje uspehe in tudi aktivnosti načrtujejo na osnovi medijske prepoznavnosti in odzivnosti in oni so tisti, ki merijo svojo prepoznavnost v medijih. Ne? Te kazalnike spremljamo, ne vem, tedensko, dvotedensko, ne? Medtem ko teh ne. Zdaj problem v Sloveniji, ki ga skozi izpostavljam, je naslednji. Mediji premalo pišejo o tem, v bistvu nimamo novinarjev, ki bi recimo pokrivali to področje sistematično. Zelo tako tu in tam se kakšen članek pojavi, razne te promocije raznih naprav. Problemskih člankov pa praktično ni, ne? In to je problem, ne? Sam to je problem, da ni problemskih člankov ali pa nekih resnejših poglobljenih analiz, ne, s tem se noben ne ukvarja. Ne. Na eni strani to ni zaželeno, ker vedno se je nek interes nekje, mogoče so se novinarji dotaknili nekaj interesa, ne, in potem so dobili pač opozorilo ne to pisati, ne, ker mi pri vas oglašujemo in te zadeve. Tako da to mislim, da je odraz enega stanja. Če pogledate tuje medije v razvitejših državah, tam se to dnevno o tem piše in tudi zelo poglobljenim članki. Ne. Pri nas tega moram reči, da ni. Ne. Na področju, če pogledamo samo nevtralnosti interneta, ki je ena od tem, mislim, da je bilo zelo malo člankov o tem napisano. Recimo po tem tetheringu, ki je bil tudi izpostavljen v najavi, ne, ni bilo dobenega članka praktično, ne, resnega na to temo. In to so zadeve, ki so problematične. Zdaj, druga stvar je pa tudi ta civilna družba, ne, ker civilna družba pa tudi se mi zdi, da ni dovolj artikulirana na tem področju. Razen državljana D, ne, ki vsake toliko časa spomni javnost, da se nekaj dogaja, se drugi s tem področjem ne ukvarjajo. In tudi recimo, ne vem, mi imamo primere, naprimer, ko Svet za elektronske komunikacije skupaj, ne vem, z mednarodno organizacijo v Sloveniji organizira dogodek, a ne, obvestimo korektno vse novinarje, tudi recimo, ne vem, STA napiše sporočilo, ne, drugi pa tudi tisti, ki so bili zraven, ne, recimo od medijev, tega ne izpostavijo, ne, zato ker ima neko skrito agendo od zadaj, ne. In recimo, ko to pogledaš, se čudiš, ne moreš verjeti, ne, kako je možno, da recimo zaradi neke skrite agende, recimo mediji ne poročajo korektno o dogodkih, na katerih so sami prisotni, ne. In to, to je stvar, ki bi jo morali napihniti, ne, ampak zopet drugi mediji, ne, ampak to se pač ne zgodi, ker pri nas ta medijska scena ne deluje. Ok, pa
No, ampak jaz povsem strinjam s tem, v bistvu, kritiko strokovnega dela, ne? Pa vendar na nivoju popularizacije se pa več stvari dogaja. Ne? Če se jaz pogledam še 4 leta nazaj ali 5 let nazaj, si ne bi mogel predstavljati, da bi imeli zelo javno izpostavljeno recimo debato okoli nevtralnosti interneta. Tam je vendarle bilo, to je bilo 2-krat na osrednjih poročilih nacionalne televizije in tako naprej. Ne. Stvari se odvijajo, moja kritika je, da je močno prepočasi. To je, bom rekel, da ne bomo samo kritizirali. Ne. Ampak je to je, v tistem času, ko smo to skupnimi močmi dvignili na neko višjo raven, je to bilo, ampak potem pa ne več. Ne. Ampak so bili problemi, so bili še zmeraj prisotni. Zdaj, recimo, če gremo na nevtralnost interneta, recimo ugotovimo, da smo s temi skupnimi močmi nekako ozavestili medije, mediji so potem svojo vlogo odigrali, potem je regulator nekaj sprejel, ampak noben se pa ni ukvarjal s tem, kaj se je s tem zgodilo. Ne. Bile so neke odločbe, niso bile istočasno, recimo vse, ki na te stvari izpostavil in je bil tudi deležen, bom rekel, zelo ostrih odzivov regulatorja, izpostavil je zadeve naslednje. Ne. Istočasno je treba odločbe izdati za vse storitve, zato da ne posegaš s tem ukrepom na trg. Zelo vzgojno je bilo, če bi recimo podjetja, ki kršijo zakonodajo, tudi oglobili. Zakon to predvideva, pri nas se to ne zgodi. Recimo vidimo v Ameriki, na Nizozemskem, recimo, ki je bila istočasno, skoraj kot v Sloveniji, so bile izdane te odločbe, tam so bile globe zelo visoke, pri nas ni bilo nič. Potem, ko pride tethering, zdaj o tem ni bilo veliko govora, ampak recimo Svet za elektronske komunikacije je ravno na januarski seji sprejel mnenje, ki bo ta teden posredovano tudi javnosti, o tem, da se gre za kršitev nevtralnosti interneta. In tukaj se noben ni odzval, tudi mediji se niso odzvali. Saj bilo nekaj opozoril je bilo, ampak noben ni reagiral. Zdaj, meni so sprašvali ljudje, ampak se omogoče, če plačaš nekaj evrov. Saj tukaj ni problem v tem, če plačaš nekaj evrov, gre za princip. Ker tudi tistih nekaj evrov podjetju, ki zakasira neupravičeno, nekaj prinese. Če ima milijon uporabnikov, ki plačajo nekaj evrov, je to pač nekaj milijonov na mesec pol. Tako da to ni neka stvar, ki je stvar, ne vem, nekaj milijonov evrov. Gre za kršenje zakonodaje. Če kršiš zakonodajo, je treba pač to sankcionirati. Okay, ampak če recimo pogledamo to, kar si ti prej rekel, kura pa jajce, v bistvu kje začneš ta vozu vleči ven, oziroma ti si rekel pač, treba je jasno določiti strategije, ampak potem smo videli, da se v bistvu strategije ali da se določajo po neki zunanji inerciji, oziroma da se določajo takrat, ko jih recimo mediji o tem povprašajo oziroma ko fokusirajo na to. Ko smo šli na medije, tudi recimo zadnjič, vidiš, da je v bistvu da so recimo te problemi z nekimi zasebnimi interesi oziroma z nekimi kapitalskimi interesi pa mediji kot delniške družbe. Na drugi strani vidiš, da je včasih enostavno zadeva, pač, da novinarji tega ne razumejo. Oziroma, da pač ali ne pokrivajo, ali ne razumejo, ali ne znajo vprašati, ali ne tako kot recimo, ne vem, net neutrality, pa prej tudi, ne vem, akta, pa surveillance, pa vse, je bila v bistvu zadeva, po mojem mnenju, oziroma vsaj, kakor sem bil jaz zraven, pač aktualna zaradi tega, ker je bila pač z naše strani zapakirana v take neke lahko prebavljive kose. In recimo tako kot ta tethering, pa ta zadeva z obdavčitvijo, z zračunavanjem tega mobile hotspota oziroma šeranja povezave, je v bistvu že, se mi zdi, tako malo preveč komplicirana oziroma gre že v malo prevelik detajl, da bi bilo to zraven, ne vem, horoskop, zelo grdo, horoskopa pa vremenske napovedi. In bi rabil v bistvu tle, pa to smo zadnjič se dotaknili tega problema, neko tradicijo tega medijskega poročanja. Tradicije nimamo zato, ker se politika se ne, zato, ker kdo bi mogel zdaj tle presekati oziroma pol bi bilo v bistvu, če tako pogledaš, koliko je politikov pa koliko je medijev, oziroma kako, grdo rečeno spet, kako lahko je vplivati na novinarje pa kako težko je vplivati na politike po eni strani, je mogoče bolj, če bi se na medije naslonili in bi pol čez to pripeljali noter nek nov cikl. Se pravi, da bi se ljudje, gledalci, ne vem, Piratska stranka, te, ki ste tle, da bi se v bistvu čez nek medijski pritisk oziroma čez neko spraševanje medijev, zakaj pa vi o tem ne poročate, dosegli, da bi se mediji o tem izobrazili in da bi potem politiko prisilili v to, da
Ja, ampak to je, mislim, vem, da se ti z mano ne strinjaš tukaj, ampak to je nekoliko naivno pričakovati, da boš kar zmobiliziral celo javnost, da se bo, da bo stopila na stran neke, bom rekel, narekovaju relativno neznane ali pa obskurne teme. In jaz, tako kot jaz Dušana vedno razumem, je v bistvu vsej, ravno zato pa imamo strokovne regulatorje, ki naj bi na to vplivali, ne? In če strokovni regulator tega ne počne, bi strokovna javnost mogla biti tista, ki nam ga pritisne. In tam, ko imaš pol kratek stik, zdaj govorim, kako bi to moglo biti, ne? Je pa, da potem, če ga tak strokovni regulator še vedno biksa, ne? Bi pa vendarle tisti, ki odločajo o strokovnem regulatorju, to v narekovaju v politiki, bi se pa naslonili na tiste, ki o tem kaj vedo. In tukaj po moje pri nas zadeva pogosto pade. Ne, tako kot je Dušan prej povedal, pač tiste, ki o stvarih nekaj vedo, se ponavadi ne vpraša, ker žal še vedno pogosto delujemo po principu, ne, če se ne strinjaš z nami, nisi naš. No, zdaj tukaj je treba vedeti eno zadevo, ne, da problem Slovenije je ta, da se večina stvari, tako sicer tudi drugot, ne, se v zakulisju dogaja. Ne. Zdaj problem je v tem, da pri nas je to zakulisje toliko močno, ne, da v bistvu ta, recimo, strokovna javnost, ne, ki deluje v nekih organih ali pa tudi sicer, ali pa civilna družba, ne pride do izraza, ne, ker se pač dogovorijo se druge, ne, tako kot se nadzorni sveti, ne vem, banke postavijo druge, to ni čisto transparentna zadeva. Se tudi na tem področju te dogovori dogajajo druge, ne, in če pogledamo v Sloveniji, je ta problem, da se te strokovne inštitucije, ki so ključne, gledajo skozi oči industrije na zadeva, ne pa skozi oči državljanov, nekega javnega interesa. Ne. To je ključni problem. Ne. In zdaj, če pogledamo recimo, ne vem, ko je v Franciji postal lansko leto, je bil imenovan nov direktor regulatorja, ne, je najprej izpostavil ravno ta problem, ne, da je treba zaščititi interes države, državljanov, ne pa interes industrije. Ne. Pri nas je pa ravno obratno, ne, pri nas si pa car, ne, če recimo delaš v interesu industrije, ne, se zakulisno dogovarjaš, če ne deluješ transparentno, in mi, ki na to opozarjamo, imamo blazne probleme, ne, ker enostavno ne uspemo, ne, s to strokovno razpravo, oziroma uspemo, no, ampak zelo počasi, ogromno energije je treba vložiti, da vsako stvar premakneš, ne, in to je stvar, ki recimo je popolnoma zgrešena, ne. Ta razprava bi morala nenehoma teči, diskusija, ne, in o problemih bi morali debatirati. Več javnosti, recimo, ko smo o strategiji razvoja omrežij predlagali, da naj bo javna diskusija, ni bilo, ne, bile so neke take zaprte skupine, ki so se o tem pogovarjali, ni pa bilo javne razprave, predstavitve različnih pogledov, različnih interesnih skupin, tega ni bilo, soočenja ni bilo, ne. In potem recimo nekdo zacementira neko pot, ne, in potem se pa pogajamo, pa nategujemo, v katero smer bomo potegnili voz. To je neučinkovito. Ne. Če bi se recimo prej zadeve zartikulirale, ne, te interese različnih pogledov, če bi bil nek strokovni pogled upoštevan, bi bila zadeva popolnoma drugačna, ne, ker ti lahko z nekimi objektivnimi kazalniki, kriteriji, ne, lahko zapelješ strategijo, neko politiko, v neko smer, ne, če pa recimo deluješ tako, ne vem, pač interesno, je pa potem čisto druga zgodba. V bistvu je meni je pri teh funkcijah, oziroma ko gledam ta državni ustroj, ne, pa tudi recimo regulatorje, pa neodvisne organe, ne, se mi zdi, da zmeri pridemo do tega, pa ne problema, ampak do tega dejstva, da je vse zelo odvisno od pač posamezne osebe, ki sedi na specifičnem stolu in tam nekaj dela. Se pravi, da zadeva niti ni toliko problematična v smislu neke te zakonodajne podlage, ki jo ima recimo določen organ, pa ali AKOS, ali informacijski pooblaščenec, ali ne vem kdo, pač ampak samo to, kako se ta podlaga uporablja oziroma kako ne pride karizma voditelja do izraza pri posameznih, ne vem, problemih oziroma odločitvah, oziroma kako se pač posameznik po nekem ključu, ne, odloča, kje zadeve bo pač spremljal oziroma s katerimi zadevami se bo ukvarjal in s katerimi ne. In potem je tle dejansko, ne, tako, kot si ti rekel, ne, zmotivirati, ne, dejansko pač boj osebnosti, ne, oziroma to, da se pač na enem mestu dobijo 3 ali pa 4 pač neki personality oziroma neke osebnosti in se grejo, ne, kdo ima, ne, kdo je bolj, mislim, kdo bo zdaj koga uspel prepričati oziroma kdo bo pač potegnil višjo karto, ne.
tako se meni zdi, mislim, ne, tudi recimo, ne vem, pri vseh teh nekih razvojnih pobudah, ne, oziroma pri teh zadevah, je bila v bistvu zadeva, ne vem, tudi kar smo prej omenjali, ne vem, pa tega, no, ministrstvo za kaj je bilo takrat, ko ga je imel Žiga Turk, ni bilo za informacijsko družbo. Turk je za šolstvo. Za visoko šolstvo, ne, ki je bilo na tem področju, ki je zastavilo neke politike, ki se jih je pol v bistvu zelo tako, da ne rečem, z levo roko naprej razvijali. Ne. Mislim, da se nam obreč vrtelo okoli ene iste stvari. Dejstvo je, da če je volja, se da v okviru katerihkoli pravil zadeve rešiti. Ne? To je tako. In tudi, kar rečemo ministrstvo, kaj zdaj to je, ne? Ministrstvo je, ne vem, v povprečju 300 ljudi, na vrhu katerega se vsake 2 leti ali pa 4 leta bi se morali, ne, zamenja 5 oseb. In to je to. To je kabinet, pa tisti njegovo imenovanja, ki so zraven. Ne? Vse ostale stvari, vse strokovne stvari, ki se odvijajo in tako naprej, so velikokrat zelo neodvisne. Ampak seveda, tistih 300 ljudi bo šlo v smer, kamor pač v smeri glava. Ne? In če tista glava ne gleda v smer, ki se reče informacijska tehnologija, če to nobena od, sploh ne koliko ministrstvo, 11 ali koliko ministrstv imamo, ne? Če nobena sploh nikoli na to ne gleda, nobeden človek na nobeden ministrstvo, razen tisti, ki so res po službeni dolžnosti, se mora z informacijsko družbo ukvarjati, se s tem ne bodo ukvarjali. In to je čist neodvisno od pravil, pa zakonov, pa vsega ostalega. Ko se bomo enkrat odločili, da moramo gledati tudi na informacijsko družbo, tako kot smo se naučili, da moramo gledati tudi na ekologijo, tako kot sem že prej omenil, ne, takrat nam bojo vsa pravila, pa vse tisti, če bo treba, bomo že kakšno spremenili, ampak ne bojo taka huda ovira, ali pa ne bojo manjkala, da bi se s tem začeli tudi ukvarjati. Jaz sem slučajno povabljen v eno skupino, ki že nekaj 2 let se ukvarja z neko prenovo šolskih programov kot neke informacijske, sploh ne znam dobro opisati kaj. Ne? Mislim, se lahko sam povem, da se nič ni zgodilo. 2 leti. Ne? Jaz na vsak sestanek, na katerega je povabljenih 35 ljudi, pač težko grem, ker kaj ne tam počnem. In to so pač neke take velike inercije, ki so samo sebi namen. In to je pač to, da se, če se že nekaj s tem dogaja, se dogaja zaradi tega, ker se mora usmeritve, tako kot sem prej rekel, strateške usmeritve na nivoju države, na nivoju družbe, pa pač ni. Ne? Žal. Jo čakamo. Ne bi bila že napisana, tudi še ni. Ne, zato, ker si omenil, to je velik problem. Jaz včasih sem gledal izobraževalne programe na področju recimo informacijske družbe v širšem smislu. Tukaj res zaostajamo. Ne. Nekatere univerze, recimo, ali pa ta MIT, so dali svoje izobraževalne programe na voljo javnosti. Vsak si lahko izobražuje online, če hočeš dobiti certifikat, ga pač plačaš in ga tudi dobiš, lahko opraviš testiranje. In če pogledam potem ta prizadevanja, recimo v ZDA ali v drugih državah, kjer si prizadevajo za to, da se učijo programirati v šoli, če pogledaš orodja, ki jih imajo na razpolago, pa to je fenomenalno. Pri nas tega nikjer ni, ne? Pri nas tega sploh ni v šolskem sistemu. Zunaj imajo razvito ogromno stvari, pri nas pa tega ni, ne? In če bi nekdo bil z neko karizmo, z nekim žarom in bi te stvari zagovarjal, bi tudi pri nas mogoče lahko nek preboj dosegli. Zdaj pa je to nemogoče. Ko to v šoli omeniš, na nekem sestanku, ne vem, sveta šole ali pa roditeljskem sestanku, te samo debelo gledajo, ne? Ker s tem pa noče imeti opravka, ne? Ker to je brez veze. In seveda zdaj, odkot to pride? To pride potem z ministrstva. In če hoče priti z ministrstva, ne, pod narekovaj, hoče priti, potem moraš imeti ministra, ki bo te zadeve porival naprej. Pri nas pa se s tem ne ukvarjamo. Ne. Pri nas se ukvarjamo, ne vem, zdaj se ne koliko recimo MIZŠ razporedi denarja, mislim, to so nore cifre, ne, in za informacijsko družbo gre en manjši procent tega denarja. Pa še ta gre v bistvu iz drugih virov. Ne. Tako da je problem v tem, da se tukaj se preveč ukvarjamo s tem razporejanjem denarja, ne, premalo pa z nekim pogledom naprej. Ok, bomo na tej... Kaj?
prišel sem, ne, no. Mislim, še nekaj sem se spomnil, zato sem ilustriral to, kar si ti rekel. Ne. Recimo, mi smo Slovenija investirala kar nekaj milijonov v razvoj tako imenovanih e-učbenikov. Ne. To je bil en tak tipičen projekt, ki je bil dobro nameren. Zdaj, težko rečem, da je kjerkoli projekt, ki se ga lotimo v državi, slabo nameren. Se vsak hoče nekaj narediti. Ne. Ampak nisem še videl, ne, pa bi me zelo zanimalo, nisem še videl podatkov o tem, koliko teh e-gradiv se zdaj uporablja, kako so uporabljeni, kakšne uspehe imajo, ne, in tako naprej. Porabljenih je bilo pa, vem, da nekaj milijonov. In to je spet ena od tistih zadev, ko se reče, lejte, toliko smo investirali, to smo zdaj naredili. Da bi potem posledico šli gledati, a je bilo to uspešno ali ni bilo uspešno. Seveda bo kakšne investicije neuspešne, ne? Ampak da bi se iz tega kaj naučili, tega pa ne naredimo. Ne? Ker bo, ko bo prišel naslednji razpis, nekje Evropske unije, karkoli, tukaj lahko pa še ta denar dobimo, pa to izvedemo. Ne? In to se je nazadnje videli, mislim, da je bilo to novembra, portal e-uprave, ne? To sicer zdaj, mislim, da je že javna tajnost, ki je bil prenovljen zato, ker je bilo treba en denar porabiti. Ne? Brez tega, da bi se imeli, ok, ja, super, da se ga prenavlja, hvala Bogu, da je mogel prenoviti pogosto, ampak zraven poglejmo, kaj smo naredili, koliko od tistih storitev se boljš uporablja v novi inkarnaciji, če se ne, kaj lahko naredimo in gremo naprej. Ne? Ampak tukaj se pa ustavimo, zdaj smo investirali in naprej pa, mislim, zdaj bomo pa drug projekt najdel. Ja, ravno to šolstvo, mislim, da je en tak tipičen primer, kjer se kaže, kako smo nepripravljeni na te spremembe. Zdaj, v tujini se ukvarjajo s tem, kako izobraževalne programe prilagoditi novim tehnologijam, ker so ugotovili, da se otroci sami bistveno boljše učijo kot recimo v tem klasičnem sistemu. Ti jih prepustiš preko teh orodij interaktivnih in se bistveno več ne učijo. Bili so tudi primeri recimo v nerazvitih državah, kjer računalnikov sploh ne poznajo, niso poznali, ne, in so jih dali recimo v njihovo okolje in so jih v nekaj urah otroci bili sposobni, recimo bili so pismeni, ne, ampak so v nekaj urah znali brskati po internetu, iskati informacije. Ne. Torej ta skupina otrok, računalnik, popolnoma novo okolje, ne, se zna prilagoditi in na osnovi tega so potem delali eksperimente, ne, kako v šolskem sistemu to spremeniti, pri nas pa recimo ni dobenih korakov v tej smeri. Te učbeniki, mislim, da so bili celo stran pot, nek so bili tehnološko, niso bili čist prilagojeni, ne, vsi. Tako da na teh segmentih je res tako se dogaja, ne samo tukaj, tudi drugod, imamo denar, dajmo ga porabiti. Ni važno kako, dajmo čim prej. Če bi bilo recimo, kako to delajo druge države, ne, tako da, ko je nek denar na razpolago, pa ko se nek problem pojavi, usmenijo neko skupino ljudi, ki poišče najboljšo rešitev in potem pripravi razpis in tudi bdi nad razpisom. Ne. Pri nas pa samo dajmo to spičiti in konec. Ne. Tako, žal, večkrat tako deluje. Ne. Ok, bomo na tem mestu vprašali, če ima iz publike kdo kakšno vprašanje, kakšen pomislek, kakšno lepo misel. Lahko zastavite vprašanje tudi na Twitterju 4biti s hashtagom, pa bomo zdaj tako še 5 minut tako zaključek, no, oziroma se smo ga že 3-krat omenili, oziroma smo šli že 3-krat čez. Pač kaj potem, ali pa tako, no, kam bomo, dajmo tako, tega še nismo povedali, kam bomo prišli, oziroma če se nič ne spremeni, kam bomo prišli, oziroma kje bomo recimo čez 4 ali pa čez 5 let. Mene v bistvu tako, ne, ja, ful je res tako, pač, ti me zmeri nekaj enostavno odgovore. Pač meni je največji, oziroma v čem jaz vidim največji problem? Jaz vidim največji problem v tem, da se bo na področju nekega tega, kako se temu reče, storitvenega, pa na drugi strani nekega pravnega reda na tem področju, da se bo dogajalo vedno več stvari. Recimo zdaj ta zadnja stvar, ki je recimo zelo zanimiva, pa bomo po moje naredili en dogodek sam na to, je ta Safe Harbor Privacy Shield oziroma cela ta zadeva zakonodaje na tem področju, kjer v bistvu vidiš, da se skozi se nekaj dogaja, pa se v bistvu nič ne zgodi, oziroma vedno isti problemi prihajajo na dan z drugo nalepko. Ne. Na področju recimo, ne vem, regulacije, ok, z Netflixom, z net neutralityjem, z vsem tem, ne,
je v bistvu spet problem, da, okay, da zdaj imamo problem jasno zdefiniran, oziroma zdaj vemo, kaj je problem in kako bi ga mogli reševati, ne? Ampak je problem ravno to, kar sta v bistvu oba omenila, na tej reakciji oziroma na tem odzivanju na stanje v javnosti. Ne? In se mi zdi, da tle manjka ravno to, ne? Ta neka politična volja ali pa neka določitev prioritet, ne? Kjer se bo recimo, tako kot so zdaj v Indiji zelo lepo naredili, ne? Kjer je v bistvu zdaj so v bistvu tako začeli, ne? Še ena recimo marketinška zadeva, ki smo jo totalno zafrknili. Ne? Na začetku so govorili Nizozemska in Slovenija, to sta frontrunnerja na net neutralityju. Zdaj govorijo Nizozemska in Indija. Ne, Slovenija je tako, pol, če kdo tweetne zraven, pa še mi smo. Ne. Ampak je v bistvu ravno na to foro, kjer se je zelo jasno pa zelo hitro pokazalo, kako so v bistvu z eno tako zelo, pa ne trivialno potezo, ampak z eno potezo, ne, ko je pač regulator rekel Zuckerbergu, lej ne, sorry, pač to, kar bi ti rad tle s tem Facebook Zero naredil, ne bo šlo čez, ne, se v bistvu obrne v bistvu cela stvar oziroma se s sprejemanjem odločitev dejansko začne dogajati. Ne. To je moje, zdaj pa recimo Dobre. Še vidva pač, ne vem, tako v zaključku. Se pravi, največji problem ali pa tako, ena taka, ne, če se nič ne bo spremenilo, kje bomo čez 5 let? Mislim, če se nič ne bo spremenilo, bomo mi točno tam, kjer smo zdaj, samo vsi ostali bo že naprej. Mislim, to je problem. Ne? In to se bo pač na dolgi rok pojavilo. Točno to, kar se vidi, to sem na začetku nekje omenil, ker smo mi praktično nehali sistematično gledati v našo informacijsko družbo kot sistemski, niti ne problem, pa sistemsko usmeritev in smo prenehali s kakršnimi koli aktivnostmi in tega ne počnemo že zadnjih 8 let, se nam to zdaj kaže tudi že na številkah in to je pač vedno je tek na dolge proge. Da ne govorimo, kaj se bo dogajalo tudi na koncu koncev z našimi otroki, ne? V tistem govoru, ki sem ga prej omenil, predsednika Amerike, bi bilo mogoče dobro, da si ga kdo pogleda, on je lepo rekel, pač danes mehanik se ne vleže več samo pod avto, ampak najprej nanj ga priklopi računalnik in pogleda, kaj je noter in ga mora razumeti. In zato morajo, to je pač dejstvo nove dobe in mi se na to prihodnost se ne pripravljamo, ne? Vse mi danes imamo najnovejše telefone, pa dosežemo vse, pa če dokler Netflixa ni v Sloveniji, se pa z VPN priklopimo na to, da ga gledamo v Ameriki. Ne? Ampak ta podstat, ta infrastruktura, tako storitvena, tako tista z znanjem, ne, kot tista škatla, v bistvu tista nam počasi, v bistvu se nam ne razvija in nam stoji. In to je problem. Mi bomo obstali tam, ko smo, vsi ostali bodo šli pa naprej. In to bo pa težava. Ne se, a ni? Ja, v bistvu tukaj nekaj dost za dodatne, ampak kljub vsemu, ne, tisto, kar Sloveniji manjka, so sanje, ne, kamor bi želeli priti teh sanj. Jaz nobenega politika ne poznam, ki bi te sanje recimo komuniciral na področju informacijske družbe, neke tehnološke naprednosti, tega preprosto ni. Ne. In druga stvar, ki pa je tudi bila že omenjena, ki je Aleš povedal, tisto, kar je pa potem zelo pomembno, ne, če hočeš, ko enkrat zaostanek ne moreš praviloma več nadoknaditi, ampak vedno bolj zaostajaš. Ne. To pač te statistike kažejo. Ne. Ampak kljub temu pa se pa dogajajo preboje, ne, ki se zgodijo samo, kadar res sistematično napreduješ, sistematično delaš na določenih zadevah, vztrajno, sistematično, potem lahko nek preboj dosežeš in mogoče nek prebojni, mislim, da korak naprej, večji korak, da si približaš. Ne. Če tega ne bomo delali, smo pač enostavno bomo vedno bolj zaostajali in to se zdaj res kaže. Zdaj smo na določenih segmentih, sicer infrastrukturnih, ampak tudi na storitvenih, smo zaradi neuspešne politike, neuspešne regulacije, smo na repu Evropske unije in to se enostavno vidi po številkah. Čeprav so 2 leti stare, so na tem področju aktualne, ker trendi niso pozitivni. Hvala vsem, ki ste bili z nami, hvala vsem, ki ste nas gledali po internetu. Tole so bile tretji od 4 bitov. Naslednji teden se bomo pogovarjali o eni specifični temi, ki je v bistvu neka podmnožica tega, kar smo se danes pogovarjali, in to so internetne oziroma e-volitve.
ena razlika med e-volitvami pa i-volitvami je, pridite poslušati, že samo zaradi semantike. Ne bomo povedali gostov oziroma goste bomo objavili tekom tedna, zato da vas bo malo firbec matral. Hvala obema gostoma, hvala Poligonu, ki nas je spet gostil, hvala Uživo, ki je pač zadevo prenašal po internetu oziroma zaenkrat še ne, po čudežu informacijske družbe, do vašega naslanjača in se vidimo naslednji teden ob ponedeljek oziroma v ponedeljek 22. ob 6. Se pravi, danes je bilo izjemoma ob 7, naslednji teden spet ob klasični uri na klasičnem mestu. Hvala lepa.